spoštovane ekscelence, spoštovana komisarka, dragi vsi povabljeni in vsi, ki ste prišli, dobrodošli v hiši Evropske unije v Ljubljani. Izredno smo ponosni, da lahko danes tu prvič gostimo komisarko za širitev, Marto Kos. Govorila bo z nami kar veliko pomembnih stvari o zelo pomembnem resorju, predvsem danes v času geopolitičnih izzivov, dajmo tako reči. V glavnem, hvala še enkrat vsem skupaj in lepo prosim, Nataša Briški, naj se dogodek začne. Hvala. Doktorica Jerneja Jukrš-Jerše, prosim, gospa komisarka. Pozdravljeni. Dobar dan. Hvala lepa za uvoden pozdrav. Dobar dan tudi v mojem imenu in dobrodošli na srečanju s komisarko za širitev, gospo Marto Kos. Vodi enega najpomembnejših komisariatov za širitev, ko sem omenila. Govorili bomo o tem, o vlogi Slovenije, ampak ne samo to, tudi širše o varnosti v regiji, o evropski obrambni politiki. Timing imamo odličen, gospa komisarka, v zadnjem tednu ste bili kar na udaru javnosti, veliko je vprašanj, prideva še do tja. Še prej mogoče na kratko hišni red danes. Pogovor smo nekako v grobem razdelili na 3 dele. Najprej kratek intervju z gospo komisarko, potem sledijo vprašanja iz ekipe Team Europe. In v 3. delu, brez skrbi, zajeten bo še vaše vprašanja. Če želite, jih lahko pošljete tudi preko aplikacije Slido. Samo uporabite QR bralnik, želimo pa seveda si, da čim več vaših vprašanj sprejmemo. Tako da hvala lepa vnaprej in gospa komisarka, dobrodošli v Sloveniji. 3. uraden obisk je to, ne, če se ne motim. Zdaj ne vem, a štejejo za uradni in neuradni, ampak 3. obisk je v Sloveniji in tega sem zelo vesela, ko smo decembra, ko sem bila prvič tukaj načrtovali, kolikokrat bo pa komisarki iz Slovenije uspelo priti v Slovenijo, sem jaz rekla najmanj vsak drugi mesec, ampak ravno včeraj smo načrtovali še nadaljne obiske v letošnjem letu, tako da jih bo še bistveno več in zelo sem vesela, da bom 5. julija ob Najevski lipi na Koroškem, na mojem Koroškem. Se pravi, slabe 4 mesece ste na položaju, 100 dni je mimo, trenutek, ko lahko se recimo da prva črta potegne, ni veliko časa, ampak vseeno, če bi prvih 100 dni v nekaj stavkih opisali, bi rekli kaj? Nori časi, geopolitične spremembe, povsem nov pristop do širitve, ki ga moramo najti, iskanje zaveznikov, zdaj sem bolj v besedah kot v stavkih, iskanje zaveznikov, ukrepanje ob tem, kar se dogaja okoli nas in seveda predvsem skrbeti za tisto, kar je moje osnovne delo, pripraviti države kandidatke, da bodo lahko postale članice Evropske unije oziroma se ukvarjati tudi z drugimi državami, ki so v mojem portfelju, kot je recimo Armenija, kjer so predvčerajšnjem v parlamentu sprejeli odločitev in naložili vladi, da vloži prošnjo za članstvo v Evropski uniji, potem so tukaj še Azerbajdžan, Belorusija, Turčija, ni mi dolg čas. Da Kanade ne omenjava, ne? Ja, v bistvu je zelo zanimivo. 2 pogoja sta, da lahko država zaprosi za članstvo. Prvo je, da je država in drugo, da je evropska država, tako da povejte, kam ne bom več. Ni bil namen kopati v to, samo ena od bolj viralnih objav zadnje čase, ko ste začeli z naštevanjem, kdo vse še bi lahko ali pa si želi postati del EU. Decembra ste, če se ne motim, tudi rekli, da ste dobili najboljšo službo. Portfelj ni lahek, se mi zdi, da z vsakim mesecem je vaše delo še majčkeno težje. Imam res najboljšo službo na svetu, predvsem zaradi tega, ker
Na nek način podoživljam čase, ki sem jih še kot novinarka, ko sem se januarja leta 90 preselila v Nemčijo, kjer sem delala na radiju Deutsche Welle. To je bilo 2 meseca po padcu Berlinskega zidu in kaj vse se je v tistem obdobju potem tam dogajalo. Razpad Sovjetske zveze, imeli smo potem razpad Jugoslavije, osamosvojitev Slovenije, združitev Nemčije in še marsikaj drugega. In malo podobno energijo čutim danes, ko se recimo širitev odvija v popolnoma drugačnih pogojih, kot se je še pred leti. V mislih imam to, da se prvič pogajamo z državo, ki je v vojni. V mislih imam to, da prvič doživljamo, da ne velja več nekdanji sistem, po katerem so, če so države kandidatke izpolnile pogoje za vstop, lahko tudi vstopile. Danes imamo namreč zunanje sile, ki hočejo preprečiti državam, da bi postale članice EU-ja oziroma ki hočejo tudi za vsako ceno doseči, da Evropski uniji ne bi šlo dobro oziroma da bi celo razpadla. In to je nekaj popolnoma novega, česar v nobeni drugi širitvi v preteklosti ni bilo. Bova rekli še kakšno več na to temo, predlagam pa, da začneva pri najbolj vroči. Vprašanje Srbije oziroma vašega sestanka s srbskim predsednikom Vučićem. Zaradi tvita po srečanju ste bili deležni precejšnjih kritik. Če dovolite, ga bom ponovila, mogoče ni vsem jasno, kaj je vseboval. Prosim. Citiram, imela sem konstruktivno srečanje s predsednikom Vučićem, pogovarjala sva se o konkretnih korakih Srbije na poti v EU, izvajanju načrta za rast in ponovila pričakovanje, da se Srbija jasno usmeri proti Evropski uniji. Poudarila sem, da je širitev proces, ki vključuje celotno družbo, to ni mogoče brez močne civilne družbe in neodvisnih medijev, to je najboljša pot naprej. To je bil tweet, sledile so hude kritike, češ da ne razumete, kakšna je situacija v Srbiji, konteksta. Vem, da ste dali že nekaj intervjujev do današnjega srečanja. Kakšen je vaš odgovor danes? Na katero vprašanje? Na vprašanje glede kritik na račun tega, kar ste tweetnili po srečanju z Vučićem. Ne vem, ali so kritike letele na račun tweeta ali ker je bilo različno na račun tega, da sem se sploh srečala s predsednikom Vučićem. Mislim, da je vznemirjenje bilo zlasti zaradi tega. V 2 delih bi rekla, zaradi in srečanja z njim in zaradi prvega stavka, češ imela sem konstruktiven sestanek. Tako. Ja. Z vsemi državami kandidatkami se moramo pogovarjati. Jaz razumem, kaj se v Srbiji ta hip dogaja. Srbija in se je tudi v preteklosti dogajalo. Srbija se pogaja že od leta 2014, 11 let in ni bilo velikih premikov v zadnjem obdobju. Do premikov ni prišlo tudi zaradi tega, ker vlada ni izpolnila tistega, kar bi morala v procesu širitve. In moja naloga, kot je iz tvita lahko tudi razvidno, je bila ta, da spet ne damo dinamiko oziroma povrnemo Srbijo na evropsko pot. Povrniti Srbijo na evropsko pot pomeni izjemno veliko. Skratka, če bi analizirali še kako drugo besedo, kaj to seveda tudi pomeni. Nekaj je bilo znakov, po katerih bi lahko razumeli, da si Srbija, ampak ko govorim Srbija, je zdaj mogoče preveč poenostavljeno, da si mogoče politiki v Srbiji nekateri ne želijo več evropske poti. To je bilo treba razčistiti in seveda pogledati tudi, kaj od tega, kar Srbija mora narediti, ni naredila in še mora. Načeloma pa pravim tako, to, kar protestniki, študentje in vsi mnogi drugi, tudi opozicija v Srbiji zahtevajo od svoje vlade, od politikov, je točno to, kar od Srbije na poti v Evropsko unijo zahteva tudi komisarka Marta Kos in zahteva Evropska unija. To pomeni vladavino prava, to pomeni spoštovanje človekovih pravic, to pomeni svobodo medijev, to pomeni omogočiti svobodne volitve, to pomeni
uskladiti zakonodajo Srbije tudi na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu z evropsko. In vse to, kar sem zdaj povedala, je malo več kot 280 znakov. Res je, ja. Ampak velikokrat pa v zadnjem času, vi ste, precejšen del svoje kariere je bil povezan s komuniciranjem, ne? So se pogoji malo spremenili verjetno. Ne? Imela je srečanje z predsednikom Vučićem tudi predsednica komisije, opisala ga je kot pomembnega, mimogrede, ali bi vi kaj spremenili v tistem zapisu? Ne, zaradi tega, ker je ne samo ta zapis, ali pa moj tudi sestanek povzročil to, da je lahko imela naša predsednica tak sestanek, kot ga je opisala v njenem tvitu. In dejala je med drugim, da se pričakuje napredek v boju proti korupciji, svobodi medijev in spremembe volilnega sistema. Zdaj, na srbskih protestih trajajo že 4 mesece. Nekaj je opaziti in to je, da ni EU zastav. Ja. Da se zdi, da EU v tistem delu Evrope izgublja verodostojnost. Protestniki pričakujejo, kot je verjetno tudi do vas prišlo in jih je slišati, jasnejše obsodbe Vučićevega režima, ne pa toliko zelo dialogov z njim. Gospa komisarka, ali je Srbija po vašem mnenju ta trenutek v globoki politični krizi? Srbija je v politični krizi zaradi tega, ker ne pride do premikov, ki jih pričakujemo tako v Bruslju, kot tudi večina prebivalcev Srbije, če sklepamo po res številni udeležbi na protestih. Proces širitve ali pristopnih pogajanj se ne zgodi od danes za jutri in to, kar mi delamo v pogajanjih, ki so zastala, v preteklosti v zadnjih nekaj mesecih, je pripraviti Srbijo na to, da bo lahko postala članica Evropske unije. Predsednik Vučić je zagotovil, da Srbija vztraja na svoji evropski poti, kot pa sami veste in skozi ta proces je morala tudi Slovenija, je pa treba izpolniti cel kup pogojev, še posebej tudi na področju poglavji 23 in pa 24 pomeni temeljne pravice, pravosodje, svoboda in pa tudi varnost. In recimo to sta zdaj poglavji, ki jih bomo v kratkem še podrobneje šli skozi, skupaj seveda s predstavniki Srbije. Države si izbirajo različno pot ali različno hitrost, po kateri uresničujejo svoje reforme. Imamo recimo trenutno najboljšo učenko med kandidatkami, to je Moldavija, Ukrajina tudi zelo blizu, kjer delajo reforme seveda v vojnih razmerah. Predvsem pa pomeni eno, tisto, kar morajo države, kandidatke narediti, je zelo natančno predpisano. In tu seveda ni popuščenja in ga ne bo pri Srbiji in ne tudi pri drugih državah. Še eno vprašanje imam na Srbijo, če dovolite, ostala bom prepustila občinstvo, pa se potem premakneva še na druge teme. Konec koncev s tem vašim portfeljem širitev ni samo, ali jih bo čez ne vem toliko let, 28, 29 in tako dalje, ampak sega na številna področja. Zdaj, Evropska komisija ima na voljo mehanizme, s katerimi lahko državam, ki so v težavah, pomaga pri tem premoščanju kriz. Mineva 10 let od primera Severne Makedonije. Zdaj, takrat je bil sprejet Prženski sporazum. A je to nekaj, kar se tudi v kontekstu Srbije, se o tem razmišlja? Je to nekaj, kar je že bilo na mizi? Razmišljali smo o zelo številnih poteh, kako pripraviti do tega ali pa kaj naj naredimo, da se bomo vendarle premaknili naprej. Zato, da bi se recimo zgodilo enako, kot se je v primeru Severne Makedonije, bi se morale vse strani v Srbiji sporazumeti, da želijo naše oziroma evropsko posredovanje. In če se to zgodi tisti hip, prvo sekundo, bomo to tudi naredili.
Preprosto je kaj postopek takšen, da se priglasijo pri... Tako, povejo, dogovorili smo se v Srbiji, ne vem, vlada, opozicija, protestniki. Sami najti rešitve, pomagajte. Tako, prosim, pomagajte in takrat lahko to takoj naredim. Ste domačinka v tej regiji, jo zelo dobro poznate, delali in delovali ste v tudi različnih državah nekdanje Jugoslavije. Zdaj, ali imate občutek, vem, niste dolgo v Bruslju, ampak ali imate občutek, da je odločevalcem v EU jasno, če grem zdaj malo na širše, da je stabilnost regije predvsej na trhlih nogah in tukaj ni samo vprašanje Srbije, tudi v Bosni in Hercegovini je predvsej napeto. Dobro, da ste to zdaj rekli. Ja, zavedajo se, vprašanje pa je, s kakšnimi prijemi ali na kakšen način pa zdaj priti iz te krize. Kar nas trenutno zelo skrbi je situacija v Bosni in Hercegovini, kjer bi res potem, ko je država dobila status kandidatke, radi začeli pogajanja, pa jih ne moremo, ker se recimo v državi ne morejo niti o tem sporazumeti, kdo bi bil vodja pogajalske skupine. Toliko je napetosti med posameznimi narodi, da se recimo temu enostavno vprašanje za druge države ne morejo sporazumeti. Tako da iščemo za Bosno seveda rešitev. Moje mnenje je in mnenje mojega tima, da je rešitev za Bosno v tem, da jo pripeljemo od Daytona do Bruslja. Pa ne mislim samo v smislu mest, ampak v smislu odnosa do tega, kaj je Dayton urejal in kaj bo urejal tudi Bruselj. Želim si tudi premika za Severno Makedonijo. Če bi Ukrajina tako dolgo čakala na začetek pogajanj, kot čaka Makedonija, potem bi mi z Ukrajino začeli pogajanja leta 2045. Kar nam je povsem skupaj, vsem jasno, da se to ne more zgoditi. V primeru Bolgarije in Severne Makedonije pomagam, da pridemo do rešitve. Imamo pa potem seveda še normalizacijo odnosov Srbija-Kosovo, tudi to je en poseben izziv. In pa na srečo še potem Črnogoro in pa Albanijo, ki trenutno v mojem portfelju najbolj napredujeta in če bo šlo tako dobro dalje, potem bi lahko bili to tisti državi, s katerima bomo v roku do konca 26 ali 27 zaključili pogajanja. Kar drzna napoved. Drži. Uvodoma ste omenili, da vi ste bili konec 90-ih, če me spomin ne vara, tudi direktorica vladnega urada za komuniciranje. V času, ko se je Slovenija približevala EU, izpolnjevala kriterije, naloge, ugled EU je bil verjetno drugje in na drugih nivojih, kot je danes. Zaradi počasnosti širitve EU se zdi, akteri, kot je Rusija, Kitajska, Turčija, tudi zalivske države, izkoriščajo nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva. In ni malo tistih, kot ste sami omenili, ki se trudijo, da EU ne bi uspelo. Če primerjate obdobje, ko ste znotraj vladnih struktur delovali in zdaj, ko ste v Bruslu znotraj EU struktur, kaj vam pade na pamet? Takrat so bili pravljični časi. Takrat se ni bilo treba, če govorim za Slovenijo, se ni bilo treba zauzemati za to, da bi lepo govorili o Evropski uniji, ker je bili vsi lačni in žejni. In spomnim se, ko smo začeli kampanjo na uradu za informiranje, naslov kampanje je bil Doma v Evropi. Še danes se mi zdi genialni stavek. Saj mi smo že bili del Evrope, ampak tisto čist uradno štempilko žika, da smo pa člani, tega pa še nismo imeli. In vladala je izjemno silna energija, tudi ko sem bila podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije, smo podjetja pripravljali na vstop v Evropsko unijo in takrat še nismo bili tako digitalizirani in smo imeli na koncu, mislim, da 8 debelih fasciklov, kjer smo po področjih, kovinska industrija, elektroindustrija, napisali vse mogoče vodnik za podjetja, da bodo le čim lažje vstopili v Evropsko unijo. Absolutno imate prav, Nataša,
časi so se tako zelo spremenili, po eni strani se je spremenila tudi Evropska unija, po drugi strani pa tudi zahteve do nje. Ampak to ni samo zaradi, bom rekla, dogajanja okoli nas, to je tudi zaradi tega, kako države članice dojemajo Evropsko unijo. Prej nisem povedala pomembnega elementa, ko sem rekla, da bomo pripeljali do konca pogajanja s Črno Goro in pa z Albanijo, potem je pa od držav članic odvisno, ali bodo dale zeleno luč ali ne. In pomeni, mi lahko na tem nivoju naredimo vse, če ne bo zavedanja, in to je potem seveda soglasna odločitev, potem nobena država, kljub temu, da izpolni vse pogoje, ne more postati članica. In tudi to se mi zdi ena bistvena sprememba. Še ena druga sprememba je, ko govorim o Evropski uniji ali pa širitvi takrat in pa danes. Zakaj moramo pripraviti države, da bodo sposobne preživeti v Evropski uniji? Zaradi tega, da bodo lahko normalno funkcionirale, ko bodo enkrat del nas, ampak pripravljena mora biti tudi Evropska unija. Si predstavljate, da dobimo, pa bomo šla 2 koraka nazaj. Danes mi velikokrat kdo pravi, da bi morali tudi v Evropski uniji bolj upoštevati tenzijo med geopolitiko in potrebo po varnosti na eni strani, ki zahteva hitro reagiranje, in seveda na drugi strani, kot pravimo, načelom pogajanj, po katerih se mora država izkazati, da si zasluži mesto v Evropski uniji. Recimo, tudi s strani nekaterih politikov sem dobila vprašanja, ne bi bilo boljše, če nas najprej vse vzamete v Evropsko unijo, vsi postanemo jutri člani Evropske unije, potem pa urejamo vse ostalo. Sproti. Veste, koliko časa nam bi bilo prihranjenega ur pogajanj, recimo za eno državo v Bruslju dela 1000 ljudi, ne samo v mojem sektorju, ampak horizontalno. Ampak kaj bi to pomenilo za recimo procese odločanja znotraj Evropske unije? Kaj, če dobimo potem v Evropsko unijo 3 države, ki bi vedno glasovale proti in ne bi mogli sprejemati več odločitev? Tako da zelo je danes v ospredju to, ali bo Evropska unija pripravljena, in mi že delamo na tem, tako imenovane predširitveni procesi pomeni, delamo analize, kako se bo morala znotraj Evropska unija spremeniti. In ko ste prej vprašali glede ugleda Evropske unije, se mi zdi, da včasih smo Evropsko unijo jemali za samoumevno, potem je bilo ena faza, ko je bila Evropska unija kriva za vse, danes pa smo v fazi, ko mora Evropska unija iskati rešitve za vse. Samo ne na račun denarja, ki nam pripada. Zdaj zelo poenostavljam. Kaj imamo v mislih? Zadnja javnomnenjska raziskava Eurobarometer je pokazala, recimo 79% Slovencev meni, da članstvo v Evropski uniji prinaša naši državi koristi. Potem tudi blizu 90% Slovencev meni, da mora Evropska unija skrbeti za varnost, security. Takoj, ko je pa vprašanje, ali ste pripravljeni za to, da se Slovenija tudi oborožuje, da bomo lahko zagotavljali varnost, pa pade približno za 25 do 30%. In tudi to moramo upoštevati v državah članicah. Po eni strani pričakovanje državljanov, da bo Evropska unija poskrbela za varnost, po drugi strani pa, a se res moramo oboroževati. In je zelo zanimivo, Se moramo. Ko govorimo o varnosti, ne gre samo za vojaško varnost. Gre tudi za to, ali bomo v prihodnosti še imeli dostop do vode, do hrane, ali se bomo lahko prosto gibali, ali nam bo nekdo odškrnil energetsko pipico in bomo ostali brez električne energije, potem dogodka danes ne bi mogli izvesti. Tako se bom povrnila k vašemu vprašanju. Odraščala sem v obdobju Flower Power, Make Love, Not War, pa še marsikaj drugega. Naša generacija, ko smo res verjeli po padcu Berlinskega zidu, da bo cel svet lep, da bomo šli vsi skupaj z Rusijo, z vsemi državami nekdanje Sovjetske zveze po poti liberalne demokracije. Pa to se je recimo še verjelo tam do enega leta 2005. In rearm
angleški izraz tega, kar smo se zdaj tudi odločili v Evropski uniji, so se odločile države članice, kakšen različni odnos imamo do tega. Verjetno, če bi zdaj vprašala tule publiko, komu se zdi ta rearm nevarno v smislu orožja, ali kdo bi rekel nekaj povsem normalnega. Pogovarjala sem se s komisarjem za obrambo. Mogoče samo anekdota v zvezi s tem, je pripovedovala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ko je pred enim letom predlagala, da bi imeli tudi komisarja za širitev, je bila deležna številnih kritik, kaj pa ti je? Obramba je področje, ki je urejeno pri posameznih državah, ne potrebujemo komisarja za obrambo. Danes kličejo potem, da Evropska unija ureja tudi stvari na tem področju in se nihče ne več sprašuje o komisarju. Skratka, z Andriusom Kobeliusom povedala sem mu moje občutke ob tem, ko preberem ali izrečem besedo rearm, da se ne počutim fajn in da tudi v Sloveniji marsikdo ni za ponovno oboroževanje. In me je pogledal v oči in je rekel, Marta, I don't understand you quite well. Potem je bilo par sekund tiho in je rekel, but I know you didn't live in the Soviet Union. Pomeni, če gledamo zdaj po zemljevidu Evrope, severni del in vzhodni del nimajo težave z rearm ali z oboroževanjem in so pripravljeni celo take države, kot sta Finska in Švedska, kjer še desetletje nazaj ni bilo govora, da bi postali članici NATO, pa zdaj sta. Ali recimo Danska, kjer je stopnja pripravljenosti na oboroževanje bistveno večja, kot je pri nas, ali potem, če gremo proti Zahodu. In tudi o tem se moramo pogovarjati, kaj seveda programi Evropske unije potem za države članice pomenijo in konec koncev, kaj bo bela knjiga o obrambi do 2030 tudi za Slovenijo pomenila. Ko ste omenili Dansko, mi je padlo na pamet, mislim, da so pred dnevi bila ta novica, da so obvezno naborništvo in da po novem bodo tudi ženske morale v vojsko. Ko pa sva že pri tej temi, predsednica komisije poudarja strateško avtonomijo in varnost Evrope. Mene pa zanima, kako vi vidite povezavo med širitvijo in evropsko varnostno politiko. A gre, če rečem, več nas bo, bolj bomo varni, a imam prav? Avtomatično ne. Avtomatično ne, je pa res, da širitev danes ne pomeni samo širitve v smislu bomo večji po kvadratnih kilometrih in po številu prebivalcev, gre tudi za to, ali bomo skozi širitev močnejši. In krasno vprašanje ste mi postavili zaradi tega, ker načeloma smo danes se ukvarjamo z varnostjo zaradi tega, ker je okolica okoli nas bolj nevarna, kot je bila včasih. Ali pa je nismo imeli za nevarno, ali pa smo si predstavljali, da bomo vedno živeli v enem varnostnem vakuumu. Ne smemo pozabiti, da se konflikt med Rusijo in pa recimo Ukrajino ni začel takrat, ko se je začela vojna, leta 2022, ampak takrat, ko se je Ukrajina odločila, da bo podpisala z Evropsko unijo prostotrgovinski sporazum. To so bili prvi zametki in to sta seveda takrat naredili tudi Gruzija in pa Moldavija, ampak takrat so bili seveda že tudi protesti. Do končnega preloma pa seveda je prišlo potem leta 2022, ko sem se pogovarjala, recimo kot zanimivost, ti prostotrgovinski sporazumi so bistveno boljši prostotrgovinski sporazumi, kot jih ima EU z državami Zahodnega Balkana. Zakaj? Ker ko so bili podpisani, smo izhajali iz tega, da te države vsaj v nadaljnjih 10-15 letih še ne bodo zaprosile za članstvo. Ko sem se pogovarjala z ukrajinskim zunanjim ministrom, sem ga vprašala, kdaj ste sprejeli odločitev, da boste zaprosili za članstvo, je rekel drugi dan po začetku vojne, ko smo sedeli v bunkerju in četrti dan so potem tudi zaprosili. Tako da, ko govoriva danes o varnosti Evropske unije, lahko države kandidatke že zdaj prispevajo k temu.
Prispevajo k temu, da je obroč, če temu rečem, pa ni obroč okoli Evropske unije, bolj varen, zaradi tega, ker tudi že kandidatke vključujemo v določene programe. Ali če govoriva zdaj recimo o konkurenčnosti, imamo tudi programe, kjer lahko že sodelujemo. Skratka, kandidatke lahko že gradual integration pravimo v Bruslju s postopno integracijo na področju zlasti gospodarstva že danes pripomorejo k temu, da bomo bolj varni. Konec koncev tudi na način, da je v teh državah dovolj energentov, da je v teh državah dovolj naravnih surovin in da recimo imajo v teh državah ali v državi Ukrajini izrazito usposobljeno vojsko, v katero so jo pač pahnile razmere. Samo še imam 101 vprašanje, bi lahko imela še na to temo, ampak smo jih že kar precej dobili preko aplikacije. Samo še eno iztočnico dam, pa gremo potem na drugi del in vprašanja Team Europe, in sicer Slovenija. Ugled Slovenije danes v Bruslju in predvsem vloga, ko gre za vprašanja oziroma teme, ki jih vi pokrivate, širitev. Delamo, smo počasni, bi bili lahko hitrejši in konkretnejši, sploh glede na to, da zajeten del približevanj prihaja iz Zahodnega Balkana, tako rekoč naše neposredne regije. Slovenija je v Bruslju prepoznana kot tista država, ki zelo spodbuja širitev, zlasti tudi Zahodnega Balkana. In naj tu povem, da se sicer zelo veliko ukvarjamo z Ukrajino, z Moldavijo, da pa seveda nikakor ne moremo pustiti za seboj ali pa ne enako dobro obravnavati tudi držav Zahodnega Balkana. Samo mimogrede, zakaj toliko let že traja vključevanje držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo, niso krive samo razmere v teh državah, v nekaterih, ampak tudi odnos Evropske unije do širitve. Kot veste, v preteklosti to ni bila prioriteta ali celo v času predsednika komisije Junckerja smo to postavili na stran, recimo se je poznalo tudi v imenovanju mojega direktorata, ki je bil enlarged, pa potem to ni bil več, pa se je marsikaj spremenilo. Zato, ko govorimo o Sloveniji danes ali o njenem ugledu, absolutno za širitev, verjetno Bosna in Hercegovina ne bi dobila statusa kandidatke, če ne bi Slovenija k temu bistveno zelo tudi prispevala. Potem je Slovenija, vsak komisar, ko pride v Slovenijo na obisk, imava potem govorilne ure in vprašam, kako je bilo. In nazadnje je bil tukaj komisar Piotr Serafin, ki ima trenutno izjemno pomembno vlogo, ko bomo sprejemali nov evropski proračun. In tokrat nisva imela govorilnih ur, je pa o tem spregovoril na kolegiju v sredo dopoldne in je povedal, da tisto, kar je prinesel iz Slovenije, je skrb, ko gre za novi proračun, da bomo na račun obrambe izgubili denar za kohezijo in kmetijstvo. In to niso samo skrbi, ki prihajajo iz Slovenije, ampak tudi iz drugih držav in upravičeno. In potem nas je vseeno, še posebej mene navdušen, je rekel, veste, danes sprejemali smo Preparedness Union, skratka unijo pripravljenosti, in je rekel, mi si vsi lahko vzamemo Slovenijo za zgled. Veste, koliko prostovoljnih gasilcev je v Sloveniji? Tisti hip nisem vedela, pa je on povedal, 200 000. Je rekel, ne pozabite na 200 000 ali koliko imamo prostovoljnih gasilcev, ti lahko tudi zelo pomembno prispevajo. In še en del slovenskega delovanja bi zelo pohvalila, namreč Slovenija je že lani skupaj z Nemčijo ugotovila, da je proces širitve zaradi metodologije zelo dolgotrajen. Mi potrebujemo za eno državo kandidatko od začetka do konca 150 soglasnih odločitev. To pomeni 150 možnosti, da gre kaj narobe, ko eni od držav članic nekaj v zvezi z eno kandidatko ni všeč. Zdaj zelo poenostavljam. Pomeni, da smo mi potem lahko še zelo, zelo dobri v tehničnem procesu pogajanj, ne moremo pa zaradi kakšnih bilateralnih sporov naprej. In Slovenija je tukaj z Nemčijo predlagala, da bi za številne te
te odločitve, ki jih potrebujemo, uvedli kvalificirano večino in ne več soglasja. Torej 55% držav, ki predstavljajo 65% prebivalstva Evropske unije. Hvala lepa, gospa komisarka, za enkrat in gremo na drugi del, ki pa so vprašanja ekipe Team Europe, pa bi kar prosila doktorico Ano Bojinović-Fenko, ima vprašanje za vas, samo mikrofon, sekunda. Izvolite, prosim. Lepo pozdravljeni, se opravičujem. Moje vprašanje se nanaša na to, da danes skoraj nič nismo slišali o ključnih prednostih širitve Evropske unije, kot smo jih poznali do sedaj. Sami ste lepo povedali, da je varnost v ospredju in to je recimo trgovina. Tako da bi moje vprašanje bilo precej širše. Kako Evropska komisija ocenjuje stroške zamujene priložnosti oziroma, kot jim rečemo, oportunitetne stroške v primeru ne širitve? Katera področja menite, da bi bila najbolj na udaru, torej da bi najbolj izgubila, če se Unija ne širi? In drugič, katere države bi največ izgubile? Z tega vidika je pa drugo vprašanje, ali kandidatkam že predstavljate, kaj je njihova dodana vrednost v Uniji? Kajti največkrat tudi recimo v času širitve 2.4 smo poslušali, kako bomo pridobili demokracijo, odprti trg, svoboščine, prosto trgovino in tako naprej, kot države in državljani. Zelo malo pa smo se pripravili, nove države članice, kaj bomo prispevali v Evropsko unijo. Danes pa večinoma, kar ste govorili, slišimo, da naj bi nove države članice bile ključne za Evropsko unijo kot celoto, z vidika varnosti, naprimer, in podobno. Tako da me zanima torej, kaj komisija ocenjuje, da bo strošek, če se Unija ne širi, katera področja so na udaru, katere države članice bi bile najbolj v težavah zaradi česa in ali to na nek način komunicira kandidatkam in od njih pričakuje prispevke? To je moje vprašanje. Hvala lepa. Hvala za to. Zelo zanimivo je, če bi se Nataša pogovarjali o tem eno leto nazaj, bi se zagotovo največ, ali pa leto pa pol, pogovarjali o ekonomskih vidikih širitve. In to se recimo nam je dogajalo vse do pred kratkim. Predvsem zaradi tega, ker celo takrat, ko je Slovenija vstopala v EU, so bili v ospredju pretežno vidiki. Zelo rada citiram Simone Weil, ki je bila prva predsednica Evropskega parlamenta in ki je leta 1979 v inauguracijskem govoru rekla, da se vse države, pa se ne izogibam vprašanjem, da se vse države članice soočajo s 3 velikimi izzivi. In to je izziv miru, izziv svobode in izziv blaginje. Danes bi lahko dodali še varnost. In dodala, da te izzive je možno reševati le skozi evropsko dimenzijo. In če zdaj pogledamo, v času širitve Slovenije je bila blaginja v ospredju in Slovenija je jasno imela koristi od tega, dobili smo velik trg, tudi mi prispevali k temu, ali recimo konkretne koristi od širitve, ko je Hrvaška leta 2013 postala članica Evropske unije, se je obseg blagovne menjave med Slovenijo in Hrvaško povečal za 370%, pa smo bili že prej zelo povezani. Tako da koristi ekonomske vsekakor so. Kakšna bi bila škoda? V številkah ne poznam. Škoda bi bila po moje predvsem ta, da seveda so države kandidatke na nižji stopnji še vedno ekonomskega razvoja, kot je Evropska unija, pomeni za njih bi pomenilo to razvoj, ampak hkrati tudi za izjemno veliko priložnost za nova vlaganja. Poglejte, kaj se je zgodilo ne toliko v Slovenijo z vlaganji iz zahodne Evrope ali iz starih članic po našem vstopu, ampak Madžarska, Češka, Poljska, to so veliko profitirale od teh investicij. Ko pa se danes pogovarjamo ne o koristih širitve z ekonomskega vidika, so pa pogosto v ospredju strahovi. Namreč, kaj bo recimo ukrajinsko kmetijstvo pomenilo za kmetijstvo Evropske unije, še posebej za kmetijstvo Poljske?
In seveda te argumente z Poljske tudi poznamo. Zdaj, a mora zaradi tega Ukrajina ostati zunaj? Poglejte, Poljska je lani, za Poljsko je lani prenehalo tranzicijsko ali pa prehodno obdobje za kmetijstvo, pomeni vedno bomo našli tudi rešitev. Potem, ko se pogovarjamo o varnosti, če grem nazaj k vašemu vprašanju, seveda lahko države kandidatke tudi že s svojimi kapacitetami danes, ki jih imajo, prispevajo tudi k temu. Ekonomski rezultati zagotovo bodo. Katere države bi najbolj izgubile? Zagotovo, ampak to je zdaj moje mnenje, ne poznam izračunov, bi širitev precej koristila Nemčiji in precej koristila načeloma vsem državama, ki ne beležijo visokega gospodarskega razvoja. Vprašanje komuniciranja. Zadala sem si nalogo, da moramo bolje komunicirati prednosti širitve, tako v državah kandidatkah, kot tudi v samih državah članicah. Namreč premalo se poznamo med seboj. Pred kratkim sem bila na obisku v Tirani in so bili zelo veseli, ko so mi povedali, da je vedno več turistov iz Evrope, da pa že komi čakajo na to, da bo enkrat Albanija članica Evropske unije, da jih bo še več, ampak ne preveč, so istočasno tudi povedali. Še mi, ampak ne pa drugi. Ja. Ampak hkrati tudi povedali, ampak mi se lahko zdaj od vas naučimo, kako pa razvijati trajnostni turizem. Recimo to imamo potem mi skozi programe. Ampak nazaj k komuniciranju. Ali sploh imamo interes za druge države? Kdo od nas je bil v Moldaviji? Kdo pozna dobra gruzijska vina? Zdaj je bilo več rok. Kdo je že bil v Ukrajini? In tako naprej. In se mi zdi, na tem bomo zdaj gradili. Zdaj smo v zaključni fazi posebnega eurobarometra o širitvi, tako v državah kandidatkah kot v državah članicah, in kmalu bomo imeli tudi potem pripravljeno strategijo. Tu bi pa dodala še, jaz temu pravim Marta touch ali pa moj pristop. Ne gre samo za številke, koliko smo napredovali po bruto domačem proizvodu, koliko je nam narasla blagovna menjava. Želim v te procese komuniciranja vključiti mehkejše dele. Tako da s predsednikom Evropske nogometne zveze skupaj načrtujeva tekmo države kandidatke proti državam članicam. Nisva se še odločila, ali bo lahko igral tudi kakšen politik, zaradi tega, ker je med politiki veliko nekdanjih nogometašev kot gospod Erdogan. Edi Rama je bolj košarkar, skratka, nogometno tekmo, šport recimo kot mehkejši del teh komunikacij. Zakaj? Kar poglejte, koliko odličnih nogometašev iz Zahodnega Balkana je že v Evropski uniji. Pa bi lahko o tem več govorili. Ali področje kulture, ali področje tudi znanosti. In ko sem prej omenila bolj za šalo, Marta touch, moja zaveza je, da v državah kandidatkah kamorkoli grem, dam tudi posebno za obljubo, da ko bomo končali pogajanja, bom splezala oziroma šla na najvišjo goro. In prvo zvezo sem dala v Črni gori, to je Babinov Kuk, 2600 in še nekaj. V Moldaviji ne bo enostavno, tam je samo 620 metrov visoka gora. Albanija bo kar visoka tudi, tako da malo za šalo, ampak mi moramo se ljudje bolj med sabo spoznavati. Kaj imajo rade ženske v Moldaviji, o čem se ženske tam pogovarjajo, namreč tudi ženski element želim uvesti, draga Onavejka Nataša. No, vse ostale prej je bila še predsednica tukaj. No, Marta touch bi lahko vključeval tudi kakšne plavalne intervencije, glede na to, da ste bila... Odlično, draga Nataša, je že planirano. 30. avgusta bom plavala Swim for Europe v Kopenhagnu okoli parlamenta. Namreč Danska je v drugi polovici letošnjega leta predsedujoča. Tako da vabim vse, ki se mi želijo pridružiti, da pridejo 2 kilometre za preplavati, voda je bolj mrzla.
Zdaj je treba Kaj to začeti pomeni, trenirati. definirajte bolj mrzla? Ne smem na glas povedati, so mi rekli, Okej, da ne bomo koga Če prestrašili. ne vejo, pa ne bodo pozebali. Prav. Še drugo vprašanje iz Team Europe. Prosim, gospa Špela Marušič. Izvolite. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo. Najprej bi se zahvalila za tisto čudovito izjavo na začetku, da imate najboljšo službo na svetu. Mislim, da je to en tak čudovit motivacijski rek za mlajše in še mlajše. Dve vprašanji. Eno se navezuje mogoče malo na tisto prejšnje. Vaš dosje ima 3 dimenzije. Eno je priprava držav kandidatk, tako kot ste že omenili, drugo je priprava Evropske unije interno na širitev, tretje je pa ta komunikacijski element. Jaz bi se tega dotaknila. In sicer v bistvu me zanima najbolj, ker vemo, da je trenutno javnomnenjska podpora širitvi še vedno nekje na zlati sredini, vendar so razlike med državami članicami kar velike. In moje vprašanje je, kako sodelujete z državami, kjer bi pomanjkanje podpore lahko uničilo napore drugih 2 dimenzij vašega portfelja, še posebej pa s tistimi državami, ki predvidevajo morda tudi kakšen referendum na temo širitve. Drugo vprašanje bi pa dala na temo gradual integration, ki ste ga omenili. Jaz sem prva generacija evropskih študij iz FDV-ja. Takrat smo govorili o Evropi več hitrosti, pa koncentričnih krogih, Evropi a la carte. Pa me zanima v bistvu, kako ta koncept interno znotraj inštitucij gledate v smislu morda neke skrbi, da bi pa to začelo odpirati tudi vprašanja znotraj Evropske unije med državami članicami, da bi pa morda tudi one začele počasi zbirati po meniju, kaj od evropske integracije želijo in bi s tem razvodenele Evropsko unijo, kot jo poznamo danes. Mislite države članice? Tako, Okay. ja. Hvala lepa. Hvala. Glede prvega. En del sporočil bo zagotovo enak za vse države članice, drugo bo pa prilagojeno. In takoj, ko bomo imeli rezultate, zadnje javno tega Eurobarometra, bo tudi lažje ali pa težje. Namreč, ko ste rekli, verjetno ste ciljali na Francijo, kjer naj bi bodo imeli, ampak samo če bo število prebivalcev v tej državi, ki bo vstopala, presegalo določen prag, imeli referendum za vstop. Danes je, ko sem začela, svet je nor ali pa v norem svetu živimo, pomeni nič ni samoumevno in nič ni dano vnaprej. Mislim, da bi bilo iluzorno pričakovati, da bomo lahko s kakimi klasičnimi prijemi ali jumbo plakati ali brošurami med državami članicami povečali navdušenje. Verjamem pa, da moramo delati z mladimi, da moramo delati z ženskami. Jaz mislim, da je v politiki pa nasploh v družbenih strukturah premalo žensk in da nam bi šlo bolje, če bi jih bilo več, bolj solidarni. Zaenkrat samo ženske govorimo, tako da vam mogle delati še v smeri enakosti. Ampak vidi mi pa nekaj tule, tudi ko sedijo. In moramo seveda tudi pogledati, kateri so tisti, ki bodo ljudje sami od sebe, ne da jih mi pozovemo, lepo govorili o Evropski uniji. In veleposlanikom v državah, kandidatkah, njih sem že prosila, če lahko na nek način identificirajo 10 do 20 takih vplivnežev oziroma vplivnic, ki to že delajo. Skratka, morali bomo biti inovativni pri novih prijemih. Glede postopne integracije oziroma gradual integration ali accelerated integration, pospešeni integraciji, danes tudi že govorimo. Tukaj so možnosti neomejene. Danes se velikokrat pogovarjamo o vstopu recimo držav v evropski roaming, kar bo bistveno recimo zmanjšalo cene klicev. To smo zdaj v zaključni fazi za Moldavijo v izjemno pomembnem letu, ko imajo jeseni parlamentarne volitve, ali za SEPO, prostor plačevanja v evrih, kjer seveda so v ospredju tudi zahodno-balkanske države in bodo ljudje neposredno občutili, kaj ta postopna integracija pomeni.
Potem je pa možnosti zelo veliko na področju transporta. Ali recimo za Moldavijo smo pripravili program integriranja njihovega energetskega sektorja, da bi v 2 letih lahko bil popolnoma integriran v evropski sistem. Podobno pripravljamo tudi za Ukrajino. Skratka, mogoče, se vračam k vašemu vprašanju, gospa, v preteklosti temu nismo toliko pozornosti namenjali, kot je zdaj, ko res vidimo možnosti. Je pa še en razlog, za vsa področja, ki zadevajo notranji trg, je kvalificirana večina. In tam ne potrebujemo soglasja. Zaenkrat ne vidim bojazni, da bi države članice začele cherry picking sistem uporabljati. Bom pa zelo pozorna na to. Hvala lepa za obe vprašanji. Zdaj pa k temu, kar sem na začetku že omenila in promovirala vprašanja preko slajdov, ampak tudi, če bo kakšna roka, bom opazovala in so seveda možna tudi vaše vprašanja, če bo kdo želel. Odlično vprašanje imamo je v angleščini. Velimir Milošev, predsednik National Youth Council of Serbia, sprašuje naslednje. How can the EU... Kako lahko Evropska unija zagotovi organizacijam civilne družbe, da bodo uspešno sodelovali v Zahodni Evropi, glede na to, da vidimo, da USAID zelo zmanjšuje svoja sredstva? Sami ne bi razumeli mogoče. Si predstavljam, da ne bi glih zastopa, kaj bi jaz povedala, zdaj tole še, ja. Se pravi, bo Evropa uskočila, zdaj, ko je Amerika kar precejšnje reze v proračune, ne samo Balkan, po celem svetu s tem programom USAID? Ja. Bo lahko kar date stran, Nataša, je že uskočila v mojem portfelju. Imamo zelo veliko denarja za organizacije civilne družbe oziroma nevladne organizacije v vseh državah, ki sem jih prej naštela, od Belorusije, Gruzije, seveda Zahodnega Balkana. Prejšnji teden sem sprejela odločitev z mojim timom in smo preusmerili 50 milijonov evrov za tiste projekte, kjer je bil clear cut, pomeni out iz USAID programov, in smo preusmerili naše programe, tako da bodo na prioritetnih področjih ti programi neokrnjeni. Prioritetna področja pa so človekove pravice, vladavina prava, boj proti korupciji in gradnja institucij proti tem. Gospodu se tudi zahvaljujem, ker govori o res velikem pomenu institucij civilne družbe. Namreč procesa pogajanj ni brez civilne družbe. Začeli smo prej s Srbijo. Naj povem, da se bistveno več v Srbiji kot z gospodom Vučićem pogovarjam s predstavniki civilne družbe. Obiskali so me v Bruslju, skoraj da dnevno smo tudi v navezi. O tem veliko ne govorim, ker so me mnogi tudi sami prosili, zaradi tega, ker se bojijo reakcij. Srbske nevladne organizacije financiramo in jih bomo tudi še zdaj pospešeno za obdobje 2025-2027 sem zagotovila dodatnih 16 milijonov, da bodo lahko obstale in normalno delali naprej. Skratka, upravljajo svetovalno vlogo, ampak ne samo v Srbiji. Brez organizacij civilne družbe si ne znam predstavljati, da bi države kandidatke lahko postale članice. Po drugi strani pa opažamo seveda trend v svetu, da zlasti desno populistične vlade najprej začnejo udrihati po nevladnih organizacijah, ker delajo kaj? Ker gledajo vladi in vladnim institucijam pod prste in jih tudi kritizirajo. Ampak ta dialog mora obstajati. Mi moramo imeti psa čuvaja. Včasih so vlogo psa čuvaja opravljali mediji, od koder midve obe izhajava, ampak danes mediji niso psi čuvaji, ampak so psi, ki grizajo in uničujejo tudi usode ljudi, včasih tudi usode držav, in zato sem res zelo na strani nevladnih organizacij, ki morajo to delo opravljati. Bom nadaljevala z vprašanjem, ki se delno nanaša na to, in ker veliko nevladnih organizacij tudi med protestniki v Srbiji. Dve vprašanji bosta v enem, in sicer kako ocenjujete dejstvo,
da naj bi oblasti v Srbiji nad mirnimi protestniki uporabile zvočni top. Ocenjujete to kot nesorazmeren in nevaren ukrep in ali bodo evropske institucije šle naprej s primerom, da je uporaba teh sredstev, ko gre za miroljubne proteste, pač nesprejemljiva. Sami veste, da dobivamo iz Srbije zelo različne informacije. Če rečem, moji nevladniki so me obvestili, da obstajajo dokazi, da je bilo to uporabljeno. Predstavniki vlade pravijo, da to ni bilo uporabljeno. Vesela sem, da se bo zdaj s tem primerom ukvarjalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice in seveda bomo videli, kakšni bodo tam rezultati. Ja, glede na tiste posnetke iz Srbije je težko verjeti, da so v enem trenutku protestniki začeli levo in desno kar z lepega bežati. Okay, naslednje vprašanje. Oleg Rogoza je društvo Razum sprašuje, kaj bo zaznamovalo vaše sodelovanje z Ukrajino v času, ko Ukrajina po eni strani napreduje z reformami, po drugi pa se z vse manj podpore bori za preživetje. Veliko ur preživim z Ukrajinci in mi je včasih, to je zdaj čist moj človeški pogled, tako zelo težko, ko mi pripovedujejo, da so po 2 nočeh v zakloniščih prišli iz njih, jaz pa pridem tja pa od njih zahtevam, da morajo rediti recimo reformo na področju javne uprave. Vedno znova mi je hudo, ko to delamo, se o tem tudi pogovarjamo in zdaj že oni mene včasih tolažijo v smislu, Marta, saj mi vemo, kaj moramo narediti, ti nam samo pomaga in bodi še naprej naša zaveznica. Najbolj bo zaznamovalo moje obdobje ali pa sodelovanje z Ukrajino to, da ne vedo, kakšna prihodnost jih čaka, zato ker ne morejo reči, bomo samo sodelovali z Evropsko unijo, Združene države Amerike nas ne zanimajo. Zelo težko se je pogovarjati o njihovi prihodnosti, zato ker so tudi velika država in je recimo za manjše države, recimo kandidatko Črnogoro, mogoče kako reformo bistveno lažje izvesti, kot pa tudi za njih. Ampak nazadnje, ko sem bila tam, sem se srečala z veterani. Srečala sem se tudi z novinarjem, ki je bil 2 leti zaprt v zaporu in ko smo se pogovarjali, kaj te ljudi sploh drži po konci, je bilo to, pa sej mi bomo v Evropi, sej nam stojite ob strani. Kar jaz čutim je izjemno velika odgovornost, da nam bo to uspelo ob zavedanju, da pa ni vse v mojih rokah. Naslednje vprašanje, gospod Jaša Levstik z CEFA, kako nameravate na političnem nivoju pristopati državam, ki so bile na poti k pristopu, a so politično postale močno zadržane v zadnjem času? Omenja vklepajo Turčija, Gruzija, predvidevam ga je. Ja. Najprej Gruzija je prva država, ki je v procesu približevanja ali širitvenem procesu rekla ne Evropski uniji. Tudi za nas je to novost. Rekli so nam, do leta 2028 se ne bomo pogovarjali z vami in tudi nočemo vašega denarja. Pa smo denar, ki ga vlada ni želela, usmerili v nevladne organizacije, tako da smo največji, Evropska unija največ prispeva za delovanje nevladnih organizacij v Gruziji in smo lahko ta denar tudi preusmerili. Omenili ste tudi Turčijo. S Turčijo se od leta 2019 ne pogajamo več. Ampak to je ena pot, druga pot pa, kjer smo pa letos začeli pospešeno sodelovati na osnovi sklepov sveta, pa je, da delamo tako imenovani high level dialog na visokem nivoju in na začetku aprila imamo prvega o ekonomiji. Ampak potem se pa zgodi župan ima moglu. In
spet moramo premišljati, kaj bomo s Turčijo tudi naredili. In zato jaz mislim, da se moramo navaditi res na to, da je proces širitve eno, krepitev ali pa vzdrževanje odnosov ali pa odnosi z državami, ki pa niso ali nočejo biti na evropski poti, pa še ne pomeni, da se pa z njimi ne bomo več ukvarjali. In to ravnotežje zdaj iščemo, kako potem s temi državami postopati, kakšen dialog imeti z njimi. Recimo je bila zanimiva dilema, a ne bi bilo bolje tem državam, ki nočejo več ali pa si ne zaslužijo več, a ne bi bilo bolje, da bi jim status države kandidatke odvzeli. Moje mnenje je, da ne, ker dokler so država kandidatka, lahko jaz grem tja in povem, oprostite, kršite človekove pravice, tega niste naredili, ne spoštujete vladavine prave. In to naredim povsem legitimno. Če ni več države kandidatke, seveda to še vedno lahko tudi naredim, ampak zakaj bi me ali nas Evropsko unijo kdo upošteval. Tako da nazaj k vprašanju, tudi to je tisto področje, kjer moramo in iščemo nove prijeme. Zaenkrat roke v občinstvu ne vidim in bova šli k vprašanju preko spleta, namreč pogovor se prenaša tudi na Facebook strani predstavništva Evropske komisije in Ravel Kodrič sprašuje, ugledni evropski voditelji pogojujejo nadaljnjo širitev z odpravo konsenza pri odločanju v Evropskem svetu. Kakšno je vaše mnenje o tem? Kot sem prej rekla, so koraki v širitvenem procesu najbolj odvisni od tega, nadaljnji koraki, ali bodo države članice dale soglasje za te umestne korake in za končno zeleno luč ali ne. Danes so nekatere države članice tiste, ki vidijo, da imamo zaradi bilateralnih primerov vedno več težav napredovanja v širitvenem procesu. In pred 10 dnevi sem dobila pismo 6 baltskih in skandinavskih držav, ki me pozivajo k premisleku, kaj bomo naredili, kako bomo Evropski komisiji ravnali, glede na to, recimo, da trenutno še ne moremo odpreti prvega sklopa poglavij za Moldavijo in pa za Ukrajino zaradi ene od držav članic, tako da na tem tudi intenzivno delamo. Metodologija, ki jo danes uporabljamo v širitvenem procesu, je stara, okorna, geopolitične razmere so se pa zelo spremenile in moramo najti neko vrsto uskladitve in vsake take pobude se strani držav članic sem vesela. Omenili ste še eno vprašanje, da mora biti pri članstvu novih držav kandidatk pripravljena tudi EU. Na kak način boste poskrbeli, da bo ozaveščena tudi splošna javnost? Za referendume sicer omenjeno, ja. Glede prvega, prej sem že omenila, delamo tako imenovani predširitveni pregled na 4 področjih, na področju vrednot, na področju denarja, na področju governance, upravljanja in na področju politik. To so 4 glavna področja in upam, da bomo v nekaj tednih o tem lahko tudi že javno govorili, skratka, kako se bomo mi pripravili. Glede komuniciranja sem omenjala nekaj že prej, ampak vidite, kako se res to spreminja, ko smo se pogovarjali prej o letu, ko je Slovenija, ali pa se pogajala, ko ni bilo treba, če rečem po domače, delati reklame za Evropsko unijo, danes pa seveda moramo ne samo za Evropsko unijo, ampak za vlagati v promocijo. Še eno vprašanje na Srbijo v angleščini je: Will the proposed... Ali bo predlagani dogovor o izkopavanju litija strani Nemčije znižal okoljske standarde in tudi ključne zahteve za vstop? Podpisano med Evropsko komisijo in pa Srbijo zagotavlja za primer izkoriščanja litija, do česar je seveda še daleč najvišje ekološke standarde. In če kdo lahko te standarde zagotavlja, jih lahko Evropska komisija.
Seveda vemo, da nevladne organizacije, da ljudje temu projektu nasprotujejo in tudi za ta projekt velja podobno kot za vse ostale. Treba je upoštevati skrbi ljudi, treba se je z njimi pogovarjati, potrebno je seveda upoštevati nevladne organizacije. Ampak recimo takih projektov za koriščenje redkih materialov je zdaj v Evropski uniji, ta teden smo objavili za države članice, v prihodnjih dneh bomo še za 40 projektov izven držav članic. Gre za to, da v tej fazi zaenkrat imamo samo sezname. Namreč prej smo se pogovarjali o varnosti. Varnost je tudi to, ali znamo poskrbeti, da nam enkrat v prihodnosti takih materialov v Evropski uniji ne bo zmanjkalo, če bi se recimo, ne vem, Kitajska odločila, da nam tega in tega več ne prodaja. Tudi to je zagotavljanje varnosti. Kup vprašanje, tako da imava kar en tak rapid fire intervju. Ja, opazujem za rokami, ampak sej je bila možnost, da jih postavljajo tudi preko slajda. Velika prednost tega je, da so vprašanja zelo jasno postavljena, kratka in recimo eno od njih je spet will there be enough. Ali bo dovolj politične volje, da se prepreči morebitni konflikt v Bosni in Hercegovini glede na dejstvo, da imamo največjo varnostno krizo od leta 2001? Na volja ali znotraj Bosne ali znotraj Evropske unije. Če govorim za Evropsko unijo, je politična volja na izjemno visokem nivoju, še posebej zaradi tega, ker obstaja, kot ste sami rekli, ali pa iz vprašanja Vinone, varnostna situacija zelo napeta. Iz britanske ambasade Hannah Oxford, how can the EU... Kako lahko Evropska unija zagotovi evropsko varnost, medtem ko vidimo, da VB6 ostaja izven EU, s čimer lahko Rusija krepi svojo mrežo in ustvarja nestabilnost? Prej pogovarjali, namreč ko se pogovarjamo o obrambi Evropske unije, in to je jasno tudi iz naše bele knjige, je v tej beli knjigi sodelovanje z državami kandidatkami, kamor spadajo tudi 6 držav Zahodnega Balkana, izrecno omenjeno, a ne, to smo dosegli iz mojega resorja, kar pomeni, da bodo lahko države kandidatke v določenih segmentih zagotavljanja varnosti sodelovale ne šele potem, ko bodo članice, ampak lahko že zdaj. Je kakšno vprašanje, mogoče iz publike? Ne, je bolj udoben slajdo, izvolite naslednjega. Ali se strinjate z idejo o nujnosti skupnega vstopa držav kandidatk iz Zahodnega Balkana v EU, ki jo je predstavil nekdanji predsednik Borut Pahor? Ne. A še pojasnim? Mogoče, ja. Osnovno načelo, ki trenutno velja v pogajanjih, je, da je merit-based, skratka, da gradimo na doseženem. In si predstavljate, prej sem rekla, da lahko s Črno Goro zaključimo do leta 2026 pogajanja, s Kosovim še niti začeli nismo, ali z Bosno in Hercegovino. Zdaj bi to pomenilo, da bodisi ustavimo Črno Goro, imamo tule veleposlanika Črne Gore. A je? Ne vem. Ni, ja. Skratka, mislim, da bi zagotovo bil proti, če bi ta predlog povedala. Ali pa bi torej pomenilo, da bi pa pri drugih državah pospešili, pa ne vem na kakšen način, nemogoče je. In pa trikrat lahko rečem ne in ne. Ne gre na ta način. Upoštevati moramo seveda tudi države članice. In meni se zdi načelo, po katerem merit-based načelo izjemnega pomena ravno zaradi tega, ker vzpodbuja države, da delajo reforme. Marsikatera jih ne bi, če bi je rekli, da jo bomo jutri takoj sprejeli v EU. Pa so še drugi razlogi. Imamo pa vprašanje iz občinstva. Prosila bi samo, če lahko mogoče mikrofon, da bomo gospoda lahko vsi slišali v prvi vrsti, prosim. Če lahko, potem pa nadaljujemo. Hvala lepa vsem res za poslana. It's coming. Thanks a lot. My name is Ambassador of Albania. We always do questions. Sem albanski veleposlanik.
Vedno postavljamo vprašanja, jaz pa bi rad za začetek se vam zahvalil za zelo dober obisk v Albaniji in za vse opravljeno delo. To, kar pravite, je za nas zelo dober znak za napredovanje na osnovi doseženega. Zato se vam želim zahvaliti za navdih. Moram reči, da zastopate Slovenijo in Evropo na najboljši možen način. Želim izvedeti več o medvladni konferenci, ki naj bi bila organizirana v času poljskega predsedovanja. Samo to me zanima. Hvala lepa. Imam zelo lepe spomine na svoj obisk v Tirani, namreč prvič so ljudje med in po mojem nagovoru jokali in to me je zelo ganilo. Govorila sem na Evropski fakulteti, večina je bila mladih. Govorili smo o preteklosti in povezavi s prihodnostjo, ter tudi o tem, kako pomembno je podreti vse ovire, ne samo v smislu meja, ampak tudi naše mentalne ovire. Nutek sem razmišljala, sem nekaj, zakaj se mi zdaj kar naenkrat to zdi nenavadno. Kar nadaljujte. Ampak še znam. Se opravičujem, ampak me je avtomatično potegnilo tudi. In gospod veleposlanik, Albanija je izbrala en zelo pragmatični pristop in vprašala sem vašega predsednika vlade, če lahko to na glas povem, kdaj pa mi je dovolj, zato si zdaj to upam narediti. Namreč, kot veste, je bila Albanija skupaj s Severno Makedonijo v paketu in Makedonija je zaradi bilateralnih razlogov obstala in smo naredili tako imenovani decoupling. In od takrat naprej Albanija zelo napreduje. In ko sem vprašala, he's not having translation. Okay, then I will speak in English, no problem. You have? Imate tolmačenje? In ko sem vprašala gospoda Ramo, kako to, da vam je uspelo v tako zelo kratkem času, smo že odprli poglavja, pravi, you know, Marta, whatever I hear from... Veš, Marta, karkoli slišim od Evropske unije, članic, je moj prvi odgovor, yes, we'll do it. In ko sem rekel to... Da, to bomo naredili. So vsi moji sodelavci rekli, pa ne, predsednik vlade, ne moreš tega reči, ne moreš takoj reči ja. Rekel ja. Osnovni princip delovanja je, najprej rečemo ja, potem iščemo rešitve. Zato, ker sem prevečkrat njegove besede videl na Zahodnem Balkanu, da najprej rečejo, ne, mi pa tega ne moremo narediti in potem v naslednjem enem letu iščejo razloge, zakaj ne morejo narediti. In to mi je bilo zelo, zelo všeč. Za te intergovernmental konference, to so procesi, v katerih odpiramo ali zapiramo poglavja in vašemu predsedniku sem obljubila, da bomo letos odprli kar precej. Vi pa mu prosim sporočite, da mu Marta sporoča, da ne gre samo za odpiranje, ampak da moramo tudi zapirati. Mi bomo kmalu tudi. Odlično istočnico ste mi dali za naslednje vprašanje. Boste takoj videli, zakaj, ja in ne in tako dalje. Vprašanje preko slajda. Zahteva za vstop v EU je, da gre za evropsko državo, ampak brez jasne definicije. Kanada. Bi lahko razmišljali o kandidaturi Kanade glede na trenutno geopolitično situacijo? Vem, da 49. člen pogodbe EU pravi, da mora biti evropska država. Ampak, koliko smo lahko fleksibilni? A zdaj me sprašujete kot komisarko, ali me sprašujete kot Marto Kos z Koroške? Se mi zdi, da bi znala Marta Kos z Koroške drugačen odgovor ponuditi. Bom rekla tako, tudi Evropska unija mora poiskati načine za različne vrste partnerstva. In to se nam je že zgodilo na področju obrambe, kjer je Kanada tudi že vključena, kjer je tudi vključena že Velika Britanija. In kaj pa je tisti ocean vmes? Jaz mislim, da bi lahko našli
dobra partnerstva, ne samo s Kanado, ampak s kakšnimi bližnjimi državami, kot sta recimo Islandija in pa tudi Norveška. Še pred Islandijo, konec koncev imamo Avstralijo v Euroviziji, je tudi kar nekaj vmes. Ampak okej. Tu moram že malo paziti, koliko je moj tim še sposoben zdaj se pogajati z državami. Omenili ste pa Islandijo, ja. Pogovori gredo v kateri smeri? Aha, odprti smo za... Zdaj sem tako zelo navdušena nad tem iz več razlogov. Ja, imeli smo že prve pogovore z Islandijo. Islandijo, kot veste, je tista država, ki je pred leti rekla, da noče se več naprej pogajati. Imamo pa že 11 zaprtih poglavij. Sicer bomo morali narediti revizijo, če bi se odločili. Na Islandiji vlada razmišlja, da bi izvedla referendum o tem, ali naj se vrnejo k pogajanjem. In če bo rezultat ja, trenutno javnomnenjske raziskave so 60 za 40 za ja, potem bi lahko nadaljevali. Zakaj sem pa tako zelo vesela tega vašega vprašanja, je pa naslednje. Obstajajo države, ki jim članstvo v Evropski uniji danes, ko tako zelo povprek kritizirajo našo Evropsko unijo, nekaj pomeni. In gre za Armenijo, ki sem jo prej omenila, gre za Islandijo, Kanado ste vi omenili. In ko sem vprašala predstavnika islandske vlade, zakaj bi si želeli zdaj nadaljevati pogajanja, so mi odgovorili in citiram: "We want to belong to a community." Želimo pripadati skupnosti vrednot in demokracije. Države, kjer je vladavina prava na zelo visokem nivoju, mogoče na višjem nivoju kot v kakšni državi članici, ki je že zelo integrirana v evropski notranji trg. Tako da res se veselim in upam, da se bodo Islandci odločili, da nadaljujejo. Hvala lepa, vprašanje imamo spet iz občinstva. Okej. Je gospa prej, pa bova potem midva. Go ahead. Okay. I'm Ambassador of Japan and Sem veleposlanica Japonske. Zelo lepo vas je spet videti, gospa komisarka, in tudi to, da ste mi dali priložnost zastaviti vprašanje, je nekaj, kar mi veliko pomeni. Moje vprašanje je naslednje. Za državo, ki ni v Evropski uniji, razumemo zdaj, da v Evropski uniji sta potrebna solidarnost in enotnost, bolj kot kdajkoli prej, še zlasti, kar se tiče varnosti, ampak tudi pri širitvah še vedno se razhajajo mnenja glede varnosti, že tako znotraj Evropske unije. Ali, če boste nadaljevali z širitvijo, ali ima Evropska unija kakšno strategijo ali pa orodja na tem področju? Videti po dolgem času. Kot sem prej omenila, je obramba ali obrambno področje v pristojnosti posameznih držav članic. Zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer pa je seveda to zdaj tisto področje, kjer smo sprejeli belo knjigo o obrambi, ki ne, in to želim v Sloveniji še posebej poudariti, ne zaukazuje državam članicam, kaj morajo narediti, koliko denarja morajo vlagati v obrambo, ampak ponuja priložnosti za investicije in tako naprej. Iz tega programa, gospa veleposlanica, bomo videli, program je zaenkrat odprt za Ukrajino, za ostale kandidatke še ne. Iz tega programa bomo potem videli, kaj bi lahko seveda, kje bi lahko vključili tudi še ostale države kandidatke, ampak kot veste, sta Evropska unija in Japonska tudi že podpisali poseben sporazum o sodelovanju in mislim, da bo Evropska unija odprta tudi še za druge take sporazume v smislu skupnega zagotavljanja varnosti. Hvala lepa za vprašanje, prosim, kolega. Ja, Bergant, RTV Slovenija. Zdaj, ker ste bili tako navdušeni nad Islandijo, kaj pa je z Grenlandijo? Si predstavljate, da bi tudi Grenlandija lahko nekoč postala članica Evropske unije? In zdaj, so tukaj kakšni zemljepisni zadržki ali še kaj drugega? Od vseh teh držav, ki jih danes omenjamo, sem se res, da jasno povem, pogovarjali samo s predstavniki Islandije, z drugimi še ne.
Hvala, gospod Bergant, za to, ker mi daje vaše vprašanje priložnost, da spregovorim o tem, da seveda obstaja tako imenovana arktična strategija znotraj Evropske unije, ki jo bomo tudi morali prevetriti. To se je prvič izkazalo ob energetski krizi. Danes, ko govorimo pa o varnostnih spremenjenih razmerah, pa še bolj. Tako da mislim, da se bomo o tem lahko več ali pa se bomo več pogovarjali potem v času tudi danskega predsedovanja oziroma kmalu grem v Kopenhagen, kjer bomo skupaj načrtovali, kaj bodo delali v času predsedovanja. So pomembni elementi, ki jih moramo upoštevati, predvsem pa pomembna bo hitrost. Kot veste, je pred kratkim bila na Grenlandiji delegacija ponovno Združenih držav Amerike in Grenlandija spada v interesno sfer ali v mnogo interesnih sfer, tako da mogoče bo prišlo do premikov tudi glede tega. Hvala lepa. Naslednje vprašanje spet je na Srbijo, še 7-8 minut imava časa, pa en krajši komentar je na koncu. In sicer se vprašanje gospoda Marka Vidojkovića glasi: How do you comment Serbian government vice... Kako komentirate srečanje podpredsednika vlade z gospodom Šojgujem v Moskvi, ki se je dogajal med obema obiskoma predsednika Vučića v Bruslju? Srbske vlade. Nisem jaz tista, ki odločam o tem, ampak gospod Vulin je izrazito protievropsko usmerjen in če naj verjamemo besedam gospoda Vučića, da misli resno o evropski poti Srbije, potem gospod Vulin ni politik, s katerim bi se Evropska unija lahko o evropski poti pogovarjala. In naslednje vprašanje se odlično navezuje ravno na tega. Spleta je, gospod Rok Hace sprašuje, primer Srbije in Bosne in Hercegovine kaže na diskrepanco pri zunanji politiki, posebej do Rusije. Kako to, da EU od kandidatk ne zahteva večje usklajenosti z EU? Slišala sem poudarek na besedi večje. Evropska unija zahteva usklajenost na področju evropske varnostne in zunanje politike, niso pa določeni odstotki. Jasno pa je, da preden končamo pogajanja z posamezno državo, mora biti usklajenost 100-odstotna. Trenutno imamo na Zahodnem Balkanu 4 države, kjer imamo 100-odstotno usklajenost, Črna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, nimamo pa usklajenosti v Srbiji, kjer je odstotek trenutno 56 in ga stalno spremljamo, delamo mesečne analize, pomeni tudi Srbija bo morala priti na 100 odstotkov. Hvala. Deloma ste o tem sva malo govorili na tema krčenje Madžarska in sicer vprašanje, govorimo o širitvi, nič pa ne omenjamo krčenja. Vidimo, da obstajajo države, ki ne spoštujejo EU vrednot, v mislih imam Madžarsko. Drži, trenutno ni možnosti, rekli ste izraz krčenja Evropske unije, zelo zanimivo, sama ne bi pomislila na to. Glede Madžarske, vsaka država članica ima svoje legitimne interese. Slovenija jih ima, Madžarska jih ima, tudi drugi jih imajo. Ko pa se zgodi, da se posamezna država ni pripravljena o teh interesih pogovarjati, ampak postanejo zadeve črno-bele, in ko se začenjajo blokade, potem pa je treba iskati druge rešitve in v zvezi z Madžarsko in v zvezi z odpiranjem, gre namreč za to, da ne moremo odpreti sklopa z Ukrajino in pa Moldavijo, trenutno zaradi Madžarske pa iščemo potem druge rešitve. Še eno vprašanje, Pedro Vaquera, spletajo vprašanje, Dublin City University sprašuje, glede na inovacije in spremembe v tehnologijah ter različne digitalne akte, kako
bo potekal prehod v kandidatkah z manj veri. Mogoče malo nejasno vprašanje, ampak predvidevam, da v kontekstu, da nismo vsi v enako dobrih formah, ko gre za tehnologije. Razumljivo smo na različnih nivojih. Ravno zaradi tega ima Evropska komisija, a je v mojem portfelju, precej sredstev na razpolago za države kandidatke. Ko sem bila še kandidatka za komisarko, sem se predstavila na seji slovenske vlade in sem slovenskemu ministru v šali povedala, da je moj proračun nekajkrat večji, kot je njegov. V našem portfelju je za Ukrajino Ukraine Facility 50 milijard evrov, za Zahodni Balkan je 6 milijard evrov in za, kamor spada tudi seveda Albanija, približno milijardo od tega deleža je za Albanijo in pa pred kratkim smo sprejeli tudi odločitev, da namenimo 1,9 milijarde evrov za Moldavijo. Približno razmerje sta 2/3 so posojila, 1/3 so pa grants in s tem denarjem ravno vzpodbujamo razvoj na tistih področjih, ki so recimo v državah kandidatkah najbolj podhranjeni. In na področju digitalizacije smo še posebej pozorni. Največji deleži denarja iz tega sklopa, tako imenovani načrt rasti growth plani, gredo za vladavino prava, vzpodbujanje podjetništva, vzpodbujanje skills, skratka usposabljanje in pa digitalizacija. Hvala lepa. Zdaj, čas se nam počasi izteka za današnje srečanje. Res hvala za vsa vprašanja, se opravičujem, ker vsa ne bodo mogla iti skozi. Zadnje je vaše, potem imamo še en kratek komentar, potem pa je zaključna tudi vaša. Prosim, če lahko prvo vrsto mikrofonja, to bo zadnje vprašanje. Tu. Hvala lepa. Ksenija Škrilec, zunanje ministrstvo, ampak ni uradno vprašanje ministrstva. Veliko smo slišali besedo geostrateško. In če izhajamo iz tega, in seveda smo vas poslušali in vemo, kaj ste odgovorili na vprašanje, in mogoče niti samo za razmislek, vaša refleksija. Širitev. Geostrategija je zmeraj povezana tudi z zemljevidom. Torej najprej pogledamo na zemljevid. In kaj vidimo? Vidimo, da sred Evrope manjka en del, ki niso člani. To je Zahodni Balkan. Ali bi lahko obrnili proceduralno logiko v geostrateško logiko v prihodnje, ker geostrategija pritiska vsak dan močneje na nas in verjetno tudi na Evropsko unijo in na kolegi komisarjev. In a si lahko zamišljate, da bo nastopil en trenutek, ko boste rekli, ja, bomo morali obrniti logiko, najti kreativni pristop, da ustrežemo tudi vsem tem pogojem, ki ste jih prej navedli, ampak damo geostrategijo pred proceduro. Hvala. Hvala za vprašanje. Hvala lepa, gospa Ksenija. Mislim, da se geostrateški razvoj in pa procedura ne izključujeta. Vprašanje je samo, kako jo lahko približamo. In na tem delamo že zdaj intenzivno, ravno zaradi tega, kot sem prej rekla, metodologija je relativno zastarela. Smo jo modernizirali leta 2020, ampak možnosti je še več. Recimo samo en primer. Prej sem govorila, da trenutno potrebujemo 150 soglasnih odločitev. V zelo kratkem času z mojo ekipo bomo dosegli, da bomo to zmanjšali na 75. Ampak moram reči, najprej smo bili zelo veseli, ko smo rekli, wow, za 100%, ampak veste, konec koncev je čisto vseeno, a jih je 150, 75 ali pa ena sam, če nas ena država blokira. Tako da moramo še tudi na tem področju biti zelo inovativni. In tu se mi zdi, da se je Evropska unija v preteklosti že zelo izkazala pri inovativnih rešitvah, tudi ko se je zgodil COVID, najprej nismo vedeli, kako in kaj. Ko je bila finančna kriza, nismo vedeli, kako in kaj. In sem prepričana, da bomo tu tudi našli. Zakaj? Ne smemo izgubiti, moje mnenje je, ne smemo izgubiti niti ene države kandidatke.
Ne sme se nam zgoditi, da nam Evropski uniji v procesu združevanja Evrope ne bi uspelo. Namerno sem uporabila izraz združevanje kot unification of Europe namesto širitev Evrope. In zakaj to poudarjam, pa lahko mogoče kar v sklopu zaključka. Vedno bolj pri srcu mi je beseda unification of Europe oziroma združevanje Evrope. Zakaj? Ko govorimo širitev Evrope, imamo velikokrat v mislih, širimo se po kilometrih, širimo se po številkah, ali širimo se po GDP-ju, ali širimo se po obsegu trgovine. Če pa rečem združevanje Evrope, pa na nek način bolj postavljam v ospredje naš vrednostni sistem. Če se vrnem prej na citat, ki sem ga slišala od predstavnika islandske vlade. Pomeni združitev Evrope na osnovi evropskih vrednot, vladavine prava, spoštovanje človekovih pravic in pa demokracije. Mogoče bomo kmalu v Evropski uniji ostali edini otok, ki bo zagotavljal človekove pravice, demokracijo, spoštovanje različnosti. In zato se mi zdi ta izraz mogoče še primernejši. In v tem vidim tudi svojo vizijo oziroma strast do tega, da res projekt združitve Evrope uspe. Mogoče ne v celoti v obdobju mojega mandata, ki ga je samo še 4 leta in 8 mesecev. Ampak enormnost naloge nas ne sme ovirati, da ne delamo majhnih korakov vseeno. In tudi proslavljamo korake, pa bom se spet obrnila na veleposlanika Albanija. Mi se zdaj pogovarjamo, včasih se je precej praznovalo samo takrat, ko je država stopila v Evropsko unijo. Zdaj pozivamo vse kandidatke in tudi politike, da takrat, ko odpremo ali zapremo, tudi proslavljamo. Moramo več proslavljati, toliko slabega črnega je okoli nas. Hvala lepa, zdaj pa mi iz režije sporočajo, da imamo še en krajši komentar. Gospoda, prosim, izvolite. Thank you very much. Hvala lepa. Goran Marković, veleposlanik Srbije, večkrat ste omenili ime moje države, zato bi vam želel na kratko povedati, če je le mogoče, da kot vsi vemo, imamo trenutno v Srbiji določeno notranjo politično dinamiko in proces in prihodnji korak, ki je zelo pomemben, je, da se oblikuje nova vlada ali pa da se razkliče nove volitve. V vmesnem času se na naši evropski poti ne spreminja nič, polno članstvo Evropske unije ostaja naš cilj, hkrati tako pa se obvezujemo, da bomo izvedli vse potrebne reforme za to, da bi izpolnili vse pogoje in da bi se uskladili z evropskim pravnim redom do konca leta 2026. Tako da vsa pomoč na tej poti bo zelo, zelo dobrodošla in dragocena. Kaj dodati temu, kar smo povedali, dobrih 90 minut je bilo. Bom nadaljevala oziroma povedala, gospod veleposlanik Srbije je povedal, da Srbija ostaja na evropski poti in da pričakuje pomoč. Ja, tudi Srbiji bo Evropska unija pomagala in že tudi pomaga, da bo lahko delala nadaljne korake. In upam, da bodo vsi ti protesti, pretekli, sedanji, pa če še bodo, prispevali k temu, da se bodo reforme v Srbiji zgodile. To so tiste reforme tudi, ki se morajo zgoditi na poti v Evropsko unijo. In najbolj srečen človek na svetu bom, ko bo katera od držav članic Zahodnega Balkana postala, katera kandidatka postala naša članica, seveda pa najbolj, ampak verjetno bom takrat pa že v pokoju, ko bodo vse postale članice. Hvala lepa, hvala še enkrat za vsa vaša vprašanja. Gospa komisarka, gospa Marta Kos, vse dobro pri vašem delu. Ni lahko. Hvala lepa.